Gospod Prednik, pogovarjava se po koalicijskem sestanku, na katerem ste razčiščevali, to počnete zdaj že kar nekaj dni v zvezi z referendumi. Kakšno je bilo vzdušje? Vzdušje je bilo takšno kot v bistvu vsak četrtek pred vlado. Nekoliko smo analizirali dogajanje v zadnjem tednu oziroma v zadnjih 14 dnevih. Socialni demokrati smo še enkrat ponovili svoje stališče do že izglasovanega referenduma. Naše stališče ostaja nespremenjeno. To smo sporočili tako predlagateljici Levici kot tudi največji vladni stranki Gibanja Svoboda. In nobene slabe volje z nobene strani, recimo strani Gibanja Svoboda? Jaz niti ne razumem, zakaj bi bila slaba volja. To, kar se je zgodilo v Državnem zboru, je demokratični proces. Kot rečeno, Socialni demokrati smo se pri tem posvetovalnem referendumu zgolj opredelili do predloga druge koalicijske partnerice. Največja vladna stranka se je pač odločila, da tega referenduma ne podpre in je to odražalo tudi glasovanje v Državnem zboru. Ampak največja vladna stranka vam hkrati očita, tudi v intervjuju, ki smo ga imeli z vašo kolegico, vodjo poslanske skupine Gibanja Svoboda, da se tukaj greste samo PR in nabirate točke za svojo stranko. Ko govorimo o obrambnih izdatkih, govorimo o 2, 3 oziroma 5%, pa da to prevedem, govorimo o 2,1 milijarde evrov ali pa če govorimo o 5%, govorimo o 3,5 milijarde evrov. Če kdo misli, da se lahko na takšni količini denarja izvaja PR, potem je v hudi zmoti. Mi smo pri tem referendumu ravnali zelo korektno, partnerje smo pravi čas obvestili, da bomo referendum podprli, še bolj korektno pa se nam zdi do ljudi, da ljudje sami odločijo, ali se strinjajo z 2, 3 ali 5%, kajti količina denarja, ki bo šla za obrambne izdatke, je dejansko takšna, da lahko pomeni rezanje v proračunu ali na eni strani zadolževanje države, dvig davkov ali pa rezanje socialne, zdravstvene ali kakršnekoli druge politike. In kot že rečeno, Socialni demokrati ne pristajamo na niti enega od teh 3 scenarijev. Javnost bi pričakovala, da ste se na to temo pogovorili recimo tudi s ministrom za finance. On pravi, da za zdaj kaže, da rezov ne bo. Ja, če ne bo rezov, bo na eni strani potem moralo priti ali zadolževanje. Mislim, da je celo premier v enem od intervjujev nakazal, da bi lahko država šla v zadolževanje ali pa dvig davkov. Kot rečeno, nobena opcija za Socialne demokrate ni ustrezna. Ste se pogovarjali v vladi, verjetno bo kar precej odvisno od tega, kakšne bodo podatke o rasti bruto domačega proizvoda v prvih 3 mesecih. Je Slovenija zabeležila kar precejšen padec. In če se bo to nadaljevalo tudi v prvem polletju, bi to znalo pomeniti kar precejšnje težave za proračun. In ravno na to opozarjamo. Težave za proračun, ki se verjetno že sestavlja in ki ga bo Državni zbor sprejemal novembra, v bistvu se že delajo izračuni in se že delajo izračuni, da vidimo, ali bo dejansko tudi zaradi upada bruto domačega proizvoda potrebno rezati kakršnekoli politike v proračunu, da pa temu dodamo še te obrambne izdatke, potem pa vemo, na čem smo. Levica ni jezna na Socialne demokrate, glede na to, da ste vzeli del šova? Jaz upam in verjamem, da je Levica zrela stranka. Navsezadnje so že kar nekaj let v Državnem zboru in neke jeze v politiki ne smeš kazati. Kot rečeno, mi smo se zgolj opredelili, kar je tudi naša pravica, smo se zgolj opredelili do predloga Levice, opredelili smo se pa na način, da njihovo idejo v posvetovalnem referendumu tudi podpremo. To je naša legitimna pravica in tako smo tudi ravnali. Torej, ali vemo ali ne vemo, kaj se bo zdaj zgodilo z referendumom, ki ga je predlagala Levica in ki ga je predlagal gospod Robert Golob? Zaenkrat imamo samo in zgolj izglasovan že ta referendum oziroma ta posvetovalni referendum o 3% za obrambne izdatke. Ali bo Levica to vprašanje oziroma referendum umaknila ali ne, v tem trenutku ne vem. Kolikor vem, bodo pri tem vztrajali, mi pa tudi vztrajamo pri tem, da je potrebno posvetovalni referendum izvesti. Kaj pa ideja gospoda Roberta Goloba? Mislim, da ste se že potem, ko je imel sestanek z ustavnimi pravniki in ko se že špekulira, da se bo v bistvu politika odpovedala obema referenduma, ni nič na teh špekulacijah? Ne veste nič? Ne, o tem ne vem nič. Jaz bi sicer pričakoval od predsednika vlade, da ne hiti s takšnimi ali drugačnimi idejami. Vsi vemo, da je v zadnjih 3 letih tega mandata tudi sam večkrat v javnosti kaj izjavil, pa je potem naredil korak nazaj. Ta predlog referenduma je bila precej močna ideja,
Kako smo sedaj s tem, ne vem, mi Socialni demokrati čakamo. Kako ne veste, se niste nič pogovarjali o tem, ja, ali pa ampak vaš predsednik? Nobene odločitve še okoli tega ni, tudi predsednik vlade nam ni sporočil svoje dokončne odločitve, zato mi enostavno čakamo to njegovo uradno odločitev. Za zdaj obstaja samo tweet predsednika vlade iz prejšnjega tedna, kjer je napovedal ta referendum, to pa je zaenkrat tudi vse. Seveda moramo počakati na neke uradne korake in potem se bomo mi do tega tudi uradno lahko opredeljevali. No, v petek je še, torej danes je še sestanek z vsemi predstavniki strank? Danes imamo tako sestanek vse parlamentarne stranke, kjer bomo verjetno predebatirali vse možne scenarije. Verjetno šli tudi skozi pravne podlage, kaj je opcija, kaj ni opcija, kaj je možno, kaj ni možno, ker za zdaj so si tudi dikcije določenih pravnikov nekoliko nasprotujoče, tudi s tistimi, s katerimi sam govorim, in je edino pravilno, kar je naredil premier, da nas posede za isto mizo in da najdemo nek skupni jezik. Spletni portal Siol je objavil anketo družbe Valicon, ki kaže, da velika večina, več kot polovica Slovencev podpira članstvo v NATO. Delež podpornikov vaše stranke je večji od povprečja, ki so naklonjeni temu, da v bistvu ostane Slovenija članica NATO. Kaj je zdaj s tem? Vodstvo stranke ali pa poslanska skupina govori eno, vaši podporniki pa mislijo drugo? Naša stranka je ta referendum oziroma vstop v članstvo NATO podprla že leta 2003 na referendumu, ko je potem bilo izglasovano, da Slovenija gre v NATO. Tu ni bistveno vprašanje, ali mi podpiramo referendum o članstvu v NATO ali ne, ampak bo bistveno tisto, kar bodo povedali ljudje. Tudi če vodstvo stranke, tudi če kakšen posameznik podpira referendum o tem, ali v Sloveniji naj ostane v članstvu ali ne, je to popolnoma korektno tudi do ljudi in se potem ljudje na referendumu izrečejo, ali to podpirajo ali ne. Vi sami ste se namreč izrekli za to, da niste za to, da bi ostala Slovenija članica NATO. Tako je, jaz sem v prvi fazi dejal, da podpiram idejo premierja, če se odloči, da na referendum gre, potem pa je seveda skozi takšne in drugačne debate potrebno vse dati na mizo, tako pozitivne kot negativne vidike tega članstva, in na podlagi vseh teh razširjenih razprav, ki jih trenutno ni, se bodo ljudje lahko zelo kompetentno odločili, ali članstvo v NATO da ali ne. Seveda pa je potrebno pred tem storiti nekaj korakov in sploh predlagati na referendumu izstop iz organizacije NATO. To je napovedal premier, ali se bo tega držal ali ne, pa bomo morali počakati. Računate, da boste na petkovem sestanku političnih strank imeli že jasen odgovor tudi ministra za finance, ker tukaj pri teh odločitvah, ki jih boste sprejemali, verjetno pomembno predvsem to, ne? Ker govorite, da ne sprejemate rezanja v socialo večjega zadolževanja. Ja, minister za finance bo moral seveda povedati, kako on gleda na vse te izdatke, na krčenje BDP oziroma na nakazovanje, da se bo BDP znižal. Potrebno bo enostavno narediti resne izračune in resno dati na mizo vse možne scenarije. Tudi scenarij, ki govori o tem, da bomo morali dati 3% oziroma 5% BDP-ja organizaciji NATO, in bo tudi v bistvu finančni minister skupaj s predsednikom vlade moral povedati, od kje se bo ta denar vzel. In to boste na petkovem sestanku slišali? Vam je bilo to obljubljeno ali ne? Ni bilo obljubljeno, predvidevam pa, da se bomo pogovarjali tudi o teh finančnih učinkih, ki imajo seveda vpliv na takšne ali drugačne politike oziroma na njihovo izvajanje. V javnomnenjski anketi Mediane za delo, ki je bila objavljena na začetku tedna, je pokazalo, ne vem, ali je rezultat višja podpora, mislim, da je SD-ju zrasla za 3 odstotne točke, ali je to rezultat pač tega vašega delovanja v zvezi z obrambnimi izdatki. Skratka, SD je zrasla v javnomnenjski anketi podpora za 3 odstotne točke, medtem ko je Gibanje Svoboda padla za 4 odstotne točke. Čemu pripisujete vi? Zdaj, dejstvo je, da moram priznati, da smo seveda s to anketo Socialni demokrati bili zadovoljni po dolgem času. Smo se nekoliko ukrepili tudi v javnomnenjskih anketah, seveda je to neko vmesno obdobje. Vedno rečemo, da tista prava anketa so volitve, to je dejstvo. Volitve upam in predvidevam, da bodo marca oziroma aprila naslednje leto. Tam je cilj Socialnih demokratov, da se ukrepimo. Trenutno imamo 7 poslancev. Cilj je seveda več in vsaj to neko
vse ta nek umestni rezultat nam daje upanje in vliva nek optimizem. Mislim pa, da so ljudje tokrat v nas vendarle prepoznali stranko, ki ima zelo jasna stališča in ta stališča, tudi če se kdo morda z stališčem ne strinja, tudi zelo argumentirano zagovarja. Vas bom vprašala še enkrat, preden vam zastavim naslednje vprašanje. Kakšno je vzdušje v koaliciji? Vzdušje v koaliciji načeloma je dobro, tudi če se pri kakšnem vsebinskem vprašanju kdaj razhajamo, je to v bistvu popolnoma normalen parlamentarni ali pa koalicijski proces. Vzdušje je dobro, morda bi si Socialni demokrati želeli več dialoga pri posameznih vsebinskih točkah in morda tudi malo več upoštevanja manjših koalicijskih partneric, kot sta Levica in kot smo Socialni demokrati. Pa vendarle določene zadeve smo kot stranka tudi uspeli izpeljati skozi parlamentarno proceduro in jaz verjamem, da do volitev jih bomo še kar nekaj. Jaz sem vas to vprašala zato, ker je podpredsednik stranke, gospod Luka Goršek, na družbenem omrežju Facebook zapisal, sicer v odgovoru Marjanu Šarcu, v daljšem zapisu je pisal o podrejenosti SD-ja v koaliciji, o odnosih v koaliciji, o aroganci in neznosnem razkazovanju ega ter slabitvi koalicijskih partnerjev. Zdaj ne vem, ima on sam takšno mnenje, ker vi govorite, da je vzdušje dobro, a ne? Hkrati pa so to zelo močne besede. To so zelo močne besede in jaz bi se z gospodom Gorškom vseeno tukaj strinjal. Zdaj dejstvo je, da največja vladna stranka je na začetku imela 41 poslancev, zdaj mislim, da jih ima 39. Obe manjši koalicijski partnerici imamo po 7 oziroma po 4 poslance. To lahko jasno povem, da si ne želim, da katerakoli stranka, kadarkoli še dobi takšno večino. Pa ne zato, ker tudi samo osebno ne bi nekomu privoščil takšne večine, ampak takšna večina, ki jo ima ena stranka, enostavno pomeni, da včasih delujejo iz vidika moči in se ne usedemo za isto mizo in morda tudi manjši koalicijski partnerji nismo slišani v svojih vsebinskih predlogih oziroma pripombah na določene zakonske predloge. Če pa ima največja vladna stranka dva koalicijska partnerja, ki morebiti pomenita tudi jeziček na tehnici, pa se je enostavno potrebno pogovarjati, ker je potrebno najti skupni jezik in so na koncu zadovoljni vsi. Pa ne govorim, da so v tem primeru zadovoljne samo koalicijske stranke. Predvsem prihajajo precej bolj kvalitetni zakonski predlogi na mizo in izglasovani zakonski predlogi na koncu v parlamentu so z manj napakami, kot pa če kakšna vladna stranka, ki ima takšno večino, deluje z vidika moči. To gre na račun tudi verjetno gospoda Prebiliča, ki ustanavlja novo stranko, ki naj bi bila levo-sredinsko opredeljena. Nekateri sogovorniki namreč ocenjujejo, da je ravno zaradi tega, ker ste omenili, da si ne bi želeli več stranke, ki bi imela tolikšno število poslancev, da je boljša v bistvu večstrankarska koalicija, ki je morda manj stabilna, ampak bolj zdrava za demokracijo v Sloveniji, tudi zaradi načina vodenja gospoda Roberta Goloba. Se strinjate s tem? Absolutno se strinjam, da neka večstrankarska koalicija, če že govorimo o razpršenih glasovih, seveda pomeni, da mora biti več dialoga. Sej tudi koalicija, v kateri sodelujemo Socialni demokrati, če bi bili glasovi drugače razpršeni, bi verjetno nekoliko drugače delovala. Jaz ocenjujem, da prihodnja vlada, katerakoli že bo, ali leva ali desna, bo vse, kar se tiče glasov, precej bolj razpršena in vsaka vlada bo morala preko dialoga znotraj koalicije zakonske predloge pripeljati do konca. Hočete reči, da pričakujete, če bo seveda levo-sredinska vlada, več demokracije v državi? Pričakujem, da bodo glasovi bolj razpršeni, pričakujem morda tudi kakšno stranko več v vladi in zato več dialoga in morda tudi nekoliko več demokracije. Ena od bolečin SD-ja v tem mandatu je tudi dejstvo, da vas Gibanje Svoboda ni pripustilo h kadrovanju v državnih družbah. Ne? S tem je imel kar nekaj težav nekdanji generalni sekretar oziroma generalni tajnik stranke gospod Levanič, tudi verjetno njegov naslednik. Potem ste se pa kar vdali pri tem vprašanju. Sprašujem vas pa to zaradi tega, ker se je Računsko sodišče lotilo 2 revizij
političnega kadrovanja, da poenostavim revizije, namen revizij, ki jo izvaja Računsko sodišče. Kaj menite, da bo ugotovilo? V preteklosti smo Socialni demokrati bili večkrat tarča očitkov, da kadrujemo v državnih podjetjih. No, v tem mandatu je evidentno, da Socialni demokrati nismo kadrovali nikamor, tudi morda zaradi takšne moči ene vladne stranke. Kaj bo ugotovilo Računsko sodišče? Ne vem, jaz bi si sicer želel, da ne ugotovi nekega političnega kadrovanja, ker si tudi sam želim, da tega političnega kadrovanja ni, ampak da se kadruje seveda po neki strokovni plati. Pa vendarle, če bo Računsko sodišče ugotovilo karkoli, bodo morali pač tisti, ki so ta kadrovanja izpeljali, na to odgovoriti. Delo vlade pozitivno ocenjuje samo okoli 18% anketiranih. Kaj menite, to je posledica preddopustniške utrujenosti in naveličanja ljudi z prepiri v politiki, ali so te nizki odstotki upravičeni? Jaz mislim, da ta nizek odstotek ni upravičen. Kljub vsemu je ta koalicija, ta vlada premaknila marsikatero vsebinsko zadevo naprej. Bi se pa strinjal z oceno, da so morda ljudje generalno naveličani teh prepirov znotraj politike. Takšne izkušnje imam tudi sam iz svojega lokalnega okolja, kjer mi vsi razlagajo, da bi bilo boljše, če bi se mi posvetili bolj vsebinskim prepirom, kot pa tem ideološkim, oziroma kdo je zakaj kriv, kdo zakaj ni kriv, kdo je kaj v preteklosti naredil, kdo ni, kdo je sedel v vladah in tako naprej. Ljudje so kljub vsemu tega naveličani in so usmerjeni v prihodnost, in tu bi si tudi sam želel, da je politika bolj usmerjena v neke prihodnje cilje, kot pa na način, da iščemo, kdo je zakaj kriv v preteklosti, in to na nek način sedaj upravičujemo. Vaš predsednik Matjaž Han je v enem od intervjujev izjavil, da kar bo manj kot 10%, da bo neuspeh za SD. Ste že končali evidentiranje kandidatov za volitve ali to še poteka? Mislim, da je ta postopek še odprt. Zdaj, za nekatere seveda vemo, da bodo šli ali pa da bomo šli kandidirati ponovno. Zdaj, želeli bi si, da pridemo nekje do 10% oziroma do 10 poslancev. V tem mandatu, kot že prej rečeno, jih imamo samo 7. Sicer sem jaz večkrat dejal, da uspeh stranke na volitvah je, če preseže rezultat prejšnjih volitev. To pomeni, da sam bi bil že na nek način zadovoljen, tudi če bi dobili vsaj enega poslanca več, kot imamo danes, to se pravi 8 ali več. Če pa bi presegli številko 10, pa bi lahko rekli, da je bil ta mandat za Socialne demokrate res uspešen. Že imate podatek, ali bo nekdanja predsednica vaše stranke Tanja Fajon kandidirala ali ne? Slišati je namreč, da se tukaj dogajajo eni pomisleki, da bi mogoče gospod Luka Goršek kandidiral v njenem okraju. Jaz tega podatka, ali bo Tanja Fajon kandidirala ali ne, nimam. To je na vse zadnje v enem delu odločitev stranke, v enem delu seveda tudi njena osebna odločitev. Morda kot bivša predsednica pričakujem, da bi se na te volitve lahko ali pa morala podati. Si pa želim, da naredi tudi Luka Goršek na teh parlamentarnih volitvah dober rezultat, v kateremkoli kraju bo že kandidiral. Luka Goršek je eden izmed tistih, na katere bo socialna demokracija morala v prihodnosti ali pa bližnji prihodnosti računati. Je eden od tistih, ki bi lahko v prihodnosti tudi tvoril vodstvo in kader naše stranke. Za njega tudi velja, da si v bistvu upa največ reči, največ kritik izreči. Je tudi zaradi tega bil že kaznovan glede svoje zaposlitve. Ampak o tem smo itak že govorili v preteklih pogovorih. Glede na to, da vsi govorimo o vroči politični jeseni, ki se nam obeta, glede na to, da marsikdo ocenjuje, da bi SD morala v prihodnjih mesecih do volitev nekoliko drugače delovati, sedaj pač v javnosti izpadete kot precej podrejeni. Ali pričakujemo lahko še več, recimo takšnih stališč, ko boste nasprotovali Gibanju Svoboda?
kot se je zdaj recimo zgodilo. Dejstvo je, da mi kot socialni demokrati imamo svoj program, imamo svoje vrednote in za tem To je tudi... seveda, ampak če boste načrtno šli v krepitev podobe stranke. Načrtno nič. Mi v točkah, kjer se morda ali na eni strani z Levico ali pa z Gibanjem Svoboda ne strinjamo, to tudi na glas povemo. Na vse zadnje smo ravno pri teh obrambnih izdatkih zelo jasno povedali naša pričakovanja, naša nestrinjanja in se je potem to izkazalo tudi z glasovanjem v Državnem zboru. Ali bo prišlo do kakšnih razhajanj do volitev, bi ocenil, da morda pri kakšnem vprašanju zagotovo. Na vse zadnje je Gibanje Svoboda stranka, ki je bolj liberalna, Socialni demokrati zavzemamo bolj to levo-sredinsko držo, smo pa različni tudi od Levice, ki ima to res skrajno levo držo. In če se s čim ne bomo strinjali, bomo to zelo jasno skomunicirali in povedali. Res pa je, da se večkrat zgodi, ko povemo neko svoje mnenje na glas, da doživljamo očitke, da nagajamo in tako naprej, ampak to je treba jasno povedati. Socialni demokrati smo izkušena stara stranka, ki ima svoje prepričanja, ki ima svoj program, ki ima svoje stališče in za temi stališči smo vedno stali in bomo vedno stali tudi v prihodnje in če se s čim ne bomo strinjali, bomo to na glas tudi povedali. Ena od takšnih stališč je menda tudi pri zakonu o konoplji. Ja, pri zakonu o konoplji smo imeli določene pripombe, določene želje, ki v veliki meri niso bila upoštevana, tako da smo tu na nek način nekoliko razočarani nad tem, da nas vsaj v določenih segmentih niso poslušali. In kaj bo potem sledilo zdaj? Mislim, da je prihodnji teden. Prihodnji teden je, za zdaj imamo stališče, da vse v tem trenutku naših glasov ni. Hvala lepa za pogovor. Hvala.